krone dajejo pred prestol jagnjeta in pojejo, ti vreden vsega si, ti vreden vsega si. Vse od tebe je, zate bo vse, ti vreden si slave. Ti vreden vsega si, ti vreden vsega si. Vse od tebe je, zate bo vse, vreden si slave. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan molitev dviga se. Dan in noč, noč in dan, ti vreden vsega si. Ti vreden vsega si. Vse od tebe je, naj zate bo vse, ti vreden si slave. Ti vreden vsega si. Ti vreden vsega si. Ker vse od tebe je, naj zate bo vse, ti vreden, vso. Zdeli
presegaš vse bogove tega sveta. Zvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdeli presegaš vse bogove tega sveta. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod. Zvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdeli presegaš vse bogove tega sveta. Zvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdeli presegaš vse bogove tega sveta. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod.
naša odgovornost. Vsi smo odgovorni za naša življenja, verni in neverni. Vsi smo poklicani, da živimo pravično, da delamo dobre stvari na tej zemlji. Sveto pismo nam razodeva. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Za nas je Bog poklical naprej, da bi v njih živeli. Sveto pismo govori, da smo ustvarjeni za dobra dela, dobre stvari. In res je, želja vsakega človeka je nekje na začetku, da živimo, ustvarjamo, da delamo kreativne, dobre stvari. Samo človek zna razlikovati, razumeti, kaj je dobro in kaj uničujoče. Čeprav včasih odreagiramo na nekatere stvari nagonsko, nismo živali, ki živijo nagonsko. Imamo vest, ki nam razodeva, kaj je prav in kaj narobe. Apostol Pavel piše, ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih. O tem pričuje njihova vest in misli, da se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. Vsak človek ima vest, ki jo Pavel tukaj primerja s postavo, zapovedmi, kaj je prav in kaj narobe. Vest je občutek, zavest o moralni vrednosti lastnega ravnanja, mišljenja, ki vzbuja občutek moralne odgovornosti. Vsi ljudje imamo tako materialne, fizične kot nematerialne duhovne značilnosti. Očitno je, da je materialni del ljudi to, kar je oprijemljivo in miljivo fizično telo. Nematerialni vidik pa je to, kar ni oprijemljivo. Duša, duh, razum, volja, čustva in seveda tudi vest. Vest nam ni dana, da bi živeli vedno v občutku krivde, ampak zaščitni mehanizem, da bi delali dobre stvari. Vsi vemo in doživljamo velikokrat notranji boj zaradi vesti. Vest je kot neizprosen sodnik. Vsi smo že doživeli in doživljamo. Vest mi govori, šepeta, to ni prav ali kriv si. Vest mi narekuje, ukazuje, tako naredi. Ali trkati nekomu na vest. Vest mu ni dala miru. Vest ga žre. Želim imeti čisto vest. Včasih pa tudi moramo za nekoga reči, vest mu je otopela. To so občutki ali delovanje vesti v našem življenju, ki jih velikokrat zelo močno doživljamo. Bistvo nam vest pomaga, da smo odgovorna bitja, da živimo po principih pravičnosti, dobrote, služenja drug drugemu. Preroki v stari zavezi so velikokrat ljudi klicali nazaj k odgovornosti, nazaj k svojemu stvarniku, ki nam je dal življenje in zaupal odgovornost. Prerok Miha govori takole: oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš svojim Bogom. Miha oznanja, kaj je dobro za človeštvo. Da ravna pravično, da ljubi in dela dobre stvari, da se poniža
oziroma zaveda, da so njihova življenja v Božjih rokah. Če bi prebrali še nekatere druge odlomke, bi videli, da Miha govori proti pokvarjenosti ljudi, bojuje se proti krivici, izkoriščanju, oznanja, da bo zaradi greha, krivice, ljudstvo propadlo. Tudi ko je Jezus začel javno delovati in učiti, je bilo njegovo delovanje usmerjeno v človeško odgovornost, da živi in postopa pravično, da dela dobre stvari. Gorje vam pismulki in farizeji hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je postavi pomembnejše, pravičnost, usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Religioznost brez prave odgovornosti do pravičnosti, usmiljenja, dobrote, odpuščanja, zvestobe ne pomeni nič. Velikokrat je lahko bolj škodljivo oziroma napravi več škode kot koristi. Zato je Jezus klical ljudi k pravičnosti, usmiljenju, dobroti, zvestobi, nazaj k odgovornosti. Naša odgovornost je velika do ljudi, do samega sebe in do Boga. Končna beseda po vsem, kar si slišal. Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse. Bog namreč pripelje do sodbe vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali hudo. Mi lahko pobegnemo pred odgovornostjo, toda nekega dne bomo dali odgovor za vsako naše dejanje. Vse, kar ni bilo v skladu s pravičnostjo, dobrobit človeštva in služenje našemu Bogu bo prineslo negativne posledice. Božja beseda pravi, on sam bo sodil svet s pravičnostjo, razsojal med ljudstvi po pravici. Pride dan, ko bo vse postavljeno pravično na svoje mesto. Mogoče ti je ta beseda močna, mogoče si misliš, ne me strašiti, jaz sem svoboden. Nikakor nočem strašiti. Res je, da imamo danes veliko svobodo, toda imamo tudi odgovornost. Če smo iskreni do sebe, vemo, nam vez velikokrat govori, da smo napravili napačne odločitve in se počutimo krive, razočarane in neuspešne v življenju. Bog nas kliče, da ponovno prevzamemo odgovornost, če je potrebno, da ponovno postavimo nekatere stvari na svoje mesto, da bomo živeli za to, kar smo bili ustvarjeni. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Za nas je Bog naprej pripravil, da bi v njih živeli. Bog ve, da smo velikokrat nemočni, ker smo padli v greh. Da Bog nam daje novo možnost. Njegova volja je, da nas reši in ne obsodi. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. On nam odpušča, ko se vrnemo k njemu in želimo ponovno prevzeti odgovornost za življenje. Največja sodba je že bila izvršena na križu za naše grehe, ko je Jezus umiral na mesto nas. Ko sprejmemo
njegovo odrešitev in prosimo za odpuščanje naših grehov, ponovno začnemo živeti po veri odgovorno življenje. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost. Iz vere v vero, kakor je pisano, pravični bo živel iz vere. Živimo odgovorno, ne zavržimo pravičnosti, dobrote, ponižnega zavedanja, da rabimo Boga v svojem življenju. Zaključimo z molitvijo. Mogoče ne upaš prevzeti odgovornosti. Mogoče se ti je življenje zalomilo. Mogoče si živel daleč stran od Boga. Kakorkoli. Danes je možnost in priložnost, ko te Bog kliče, da prevzameš nazaj odgovornost, da delaš dobre stvari, da živiš pravično in da ponižnosti vsak dan spoznavaš, da rabiš Boga in njegovo moč v svojem življenju. Tako se združimo v molitvi. Dragi vsemogočni Bog, hvala ti, da si nam dal življenje, da si nas ustvaril za dobro. In zdaj te prosimo, pomagaj nam naprej, da živimo odgovorno, da dovolimo, Gospod, da nam vest, ki si nam jo dal, govori, usmerja, pomaga, zaščiti, da delamo dobre stvari. In ko pademo, mi te prosimo in v ponižnosti prihajamo pred tebe, da nam odpustiš in daš novo moč in vodiš naše življenje, da smo odgovorni ljudje, državljani, na blagoslav drug drugemu, na blagoslav in dobrobit človeštva, dokler smo tukaj na tej zemlji. Ko pa nas pokličeš k sebi domov, Jezus, pa se ti že zdaj zahvaljujemo za tvoj popolni načrt, da nas ti kličeš in deluješ v našem življenju in si nam dal tudi odgovornost. Amen. Želim vam prijetno, lepo, blagoslovljeno nedeljo. In ne bojmo se, prevzamemo odgovornost, kajti Bog je z nami in želi svojo močjo in svojim duhom delovati. Amen.